Vrtovi s patino ljubezni imajo svojevrstno energijo. Enega takšnih smo obiskali v Šentvidu, kjer je lastnica na majhnem prostoru z rastlinami in kamni obudila bogate spomine na srečno otroštvo iz gozdov Notranjske. Dober dan, gospa Lidija Bizjak. Dober dan, dobrodošli. Smo tako rekoč sredi Ljubljane, a na vašem vrtu se počutim kot v pravljičnem gozdu. Kako ste zasnovali ta slikoviti vrt? Leta 1947 sem se starši selila v Ljubljano zaradi mamine bolezni. V blok iz dežele, iz moje Notranjske, iz gozdov. Bilo je 24 let sanjarjenja, da bi imela svoj vrt. Napočil je čas, res 71. smo se z očetom selili na to lokacijo. Treba je bilo še 10 let čakati, da se je ta vrt začel ustvarjati. Prvi, ki mi je pogledal v srce, je bil profesor Ciril Jeglič. Prvi mi je določil to lokacijo Smrek, mi dal veliko rastlin. Naslednja je bila Minca kot mizar, veliko mi podarila svojih rastlin, svojega časa, predvsem pa svoje ljubezni in znanja. Zadnji je bil pa, ki mi je pa kot Notranjki najbolj pogledal v srce, je bil pa Miha Suliman Gruzinski. Kolikšna pa je kvadratura vašega vrta? 500 kvadratov in nič več. In bi rekla, na teh 500 kvadratih je bila res ljubiteljska roka in strokovnost Mihata, da je to toliko lepih, osrečujočih kotičkov, ki mi pomagajo živeti. Tudi azaleje in rododendroni dajejo prepoznaven pečat vrtu. Velik pomen na vsakem vrtu ima tudi trata. Na njej si spočijemo oči. Na majhnem vrtu je pa kar velik izziv, sploh imeti trato. Vsako pomlad je treba trato prevetriti, ji je treba dati hranila, ji je treba skrbeti za odstranjevanje plevelov. Poletje je treba to kar pogosto zalivati. Ja, ampak to odstranjevanje plevelov, kako to naredite? Ja, to pa kar lepo kolenčnike pa na tla. Ne maram kemije, v vrtu čim manj kemije. Nekoč ste delali v farmacevtskem laboratoriju, pa me zanima, kaj pogrešate službo? Čisto nič. Jaz sem si ustvarjala laboratorij v svojem vrtu. Imam 4 kompostnike, vse listje, vse vejevje, vse zdravo iz vrta, iz kuhne nič. In jaz imam nekaj dosti razvajenih rastlinic, praproti, res veliko takih razvajank, bi rekla, ki so zelo zadovoljne s kompostom. Pri vas se pišejo tudi očarljive skalnate zgodbe. Katera skala je najmogočnejša med vsemi? Po teži so 6 4-tonske, cel spekter je mogočne te notranjske skale. No, in ena od njih ni tako velika, ampak meni zelo ljubeča, je pa ptičje pojilo. Ravno prav globine ima in to je veselje, ptičje namakanje, meni pa veliko smeha vsak dan. V senčne predele vrta je umeščen lehnjak, ki je prinešen iz gozda. To je okamenel mah, zdajle cveti ramonda, ki ne bo nikjer drugje uspevala, kakor v tej skromnosti vlažnega mahu na lehnjaku. Ne smem pozabiti tudi kraško skalovje. Ure in ure lahko se priklanjaš naravi, kaj je v tisočletjih uspela ustvariti. Poleg rastlinskega kraljestva in kamnin, ki so jo že kot študentko biologije zvabili v planine, ima Lidija Bizjak še eno veliko ljubezen. Moj oče mi je vsadil v srce zelo globoko ljubezen do 2 naših velikanov, Prešerna in Cankarja. S kakšno poezijo pa vas vsak dan znova vrt privabi v svoj objem? To je pa zgodnji jutranji obred. Nisem v penziji do 10 lenuharla. Grem zgodaj na vrt, ker vrt v tej jutranji rosi, počakaš, da se hemrokali se odpirajo, nikdar ne bojo zvečer, vedno v jutranj. To je en poseben užitek, ki ga ne spustim. Kaj pa vam pomeni vrt? Vrt mi pomeni zelo veliko. Mi pomeni intimen prostor,
podaljšek spalnice. V njem dobivam energijo, ker delo v vrtu ni samo delo. Je užitek, je zdravje, je energija. Tako da bi vsakmu želela, da ima košček svoje zemljice, ki bi ga osrečeval.